Edvard, neizmerno sem vesela, da po ogledu tega filma Beli vran, da imamo za gosta prav vas. Namreč imeti ob sebi enega tako velikega umetnika po takem filmu je pravzaprav res nekaj finga. Zdaj moram povedati vsem Hvala lepa. Gledalcem. Mene tudi veseli, da se lahko malo pogovarjamo. Gledalcem in poslušalcem moram povedati, da se z Edvardom do zdaj nisva poznala. Govorila sva sicer po telefonu in si bila kar precej naklonjena, tako da sva rekla, da se bova tikala, da ne bi mislili, kako sva midva zdaj tako nekam nespodobna. Vidiva se pa takole v živo prvič. No in Edvard, vi ste se rodili v Romuniji, še v času diktatorskega režima Čaušeskuja. Baletno šolo ste pravzaprav končali, nacionalno baletno šolo, ravno v času, ko je komunistični režim padel in že zelo kmalu... 2 leti zatem. A 2 leti zatem. No, že leta 1991 ste se... Vam bom povedal, zakaj je ta podatek ključen. V redu. No, že leta 1991 ste se pa pridružili najprej kot plesalec, mariborskemu baletu. In to je bilo za mariborski balet, bom rekla, kar tako po domače, kar velika sreča. Namreč tako... Takrat še nismo vedeli. Ne, ni še, ampak... Ne, mariborski balet, pa tudi jaz ne. A ne? No, ampak zanimivo je to, da pri tej legendarni gledališki predstavi Tomaža Pandurja Babilon ste pa pravzaprav že stopili v koreografske korake tudi, a ne? In ta predstava je precej vplivala na to, potem na vašo nadaljnjo življenjsko pot. Kar se zdi meni kar pomembno v tem trenutku še omeniti je to, da na povabilo Danila Roškarja, da ste postali leta 2003 umetniški vodja, direktor mariborskega baleta. In za mariborski balet se je s tem zgodilo kar nekaj pomembnega, namreč odprli ste vrata v svet, začeli žeti uspehe tako doma kot v tujini. Zdaj, če bi midva naštevala, na katerih vseh odrih ste sodelovali, bo vam mogoče kasneje, ampak vendarle se mi zdi neverjetno, da ste vi kot tako zelo mladi človek, izjemen plesalec, ampak hkrati kot vodja pa stkali tako pomembne vezi, da tudi na vse zadnje, potem kasneje, tudi to, da ste se povezali, se pravi ljubljanski baletni ansambl, pa vaš ansambl, skratka prav, kot da bi odpirali meje. No? In to se mi zdi v tem času pravzaprav, ko se nam vse zapira v tem temnem času, je tako prijetno, da se nam bo slejko prej odprl, da bo kmalu prišla ta pomlad. Zdaj mi pa vi najprej povejte, zakaj je to pomembno v zvezi s tem padcem komunističnega režima. Včeraj sem si ogledal film in skupna točka je zgolj, bi jaz rekel, režimske narave. Dobesedno je bilo enako v Romuniji. Bil sem, preden sem se odločil za baletno šolo, oziroma moj oče se je odločil za baletno šolo, sem vprašal starša enkrat, ko sem bil mogoče 8 ali pa 9 let star, če sem se rodil v tej državi zato, ker sem bil poreden. Se pravi, smo vedeli, da živimo v zaprtem sistemu, smo vedeli, da se zunaj dobro živi in to mi je vlil oče že od malega, da je in Čaušesku in sistem popolnoma napačno. Se pravi, mi nismo verjeli tem sistemu, tako kot so dejansko verjela mladina. To je bilo zanimivo pogledati v filmu, ko se je on za temi intelektualci družil v Sankt Petersburgu. Ko je šel na pijačo, če se spomnite eno večerjo. Ja. Oni so zagovarjali sistem, oni so rekli, da še nikoli nam ni tako dobro šlo. Pri nas pa je bilo bistveno drugačno. In v primerjavi z Rusijo oziroma z Sovjetsko zvezo in v primerjavi z ostalimi državami, ki so pripadale oziroma so bile del vzhodnega bloka. Balet in ta odločitev oziroma želja je hkrati se je v meni nekako gojila, da bi postal baletnik in po vseh možnostih dober, ker sem slišal, da redno, vsaj ena kompanija iz Romunije, gostuje po Evropi. In da z prvim gostovanjem bi pobegnil. In to niso bile sanje, to je bil načrt. Z 10 leti je bil to moj načrt. Tako da gledam svojega sina danes, ko je 10 let star, pa nima konkretnejših načrtov, ker jih ne rabi. Nažalost, oziroma
Seveda se moramo prilagoditi današnjemu času in potrebam in željam. Skratka, pogovarjali smo se v internatu, ker jasno smo zelo slabo živeli tudi sicer, ampak doma ne, za razliko od Nurejeva. In od samega začetka pogovora, ne, tukaj neke primerjave ne morejo biti. Ne. Včeraj sem se malo pohecal s prijatelji, sem rekel, da se bomo pogovarjali po filmu. Ne. Sem rekel, Nurejev je prišel v svet skozi velika vrata, letališka, ne. In je postal legendaren čez noč. Ne. In pri meni pa je seveda zgodba popolnoma drugačna in sem prišel skozi ta mariborska majhna vrata v svet 30 leti, letos praznujem 30 let od prihoda v Maribor. Ne. Ampak nekdo mi je povedal, ker tudi sem hrepenel potem in po 2 letih padca, se pravi, Ceausescu je padel 89. leta, ne, in to je bil vakuum. Mi nismo mogli razumeti, da naenkrat smo svobodni. Ker do zdaj smo mi gledali na Zahod, oziroma do tistega trenutka na Zahod kot pojem svobode. Ampak nismo vedeli, kaj to sploh pomeni. In naenkrat čez noč, se pravi, takrat sem bil 16 let star, sem imel še 2 leti šolanja in smo bili svobodni, ampak nismo razumeli, kakšno stanje je to sploh. Skratka, mi ni bilo treba pobegniti, mi ni bilo treba, sem prišel normalno na audicijo, ker to je bilo pač najbližje in možnosti nismo imeli drugače, da bi potoval nekam, pa tudi smo bili še vedno dokaj zaprti, nobenih konkretnih stikov z večjimi gledališči, ampak sem želja, da bi uspel na Zahodu, je bila še vedno prisotna. Samo trenutek, ker imamo tukaj enega gosta za kasneje, zdaj je prišel v mojo pisarno. Spet on poda, vidim. Ampak je bilo malce zafrustrujoče, ker sicer sem 680 km zahodno od mojega kraja, ne, prišel v Maribor, ne pa dlje. In se na Maribor sem gledal kot odskočno desko, prvo leto, drugo leto in to mi je tudi celo uspelo v eno majhno gledališče v Nemčiji, skratka, ampak ne bi se zdaj o meni toliko pogovarjali, hočem samo povedati, da sem imel velike ambicije kot plesalec, pa sem bil tudi en mali beli vranček, bi jaz rekel, v mojem razredu in upornik in nisem zaupal učiteljem in profesorjem in zaradi tega, ker od trenutka, ko sem videl Baryšnikova, to je naslednik Nurejeva, se pravi, to je generacija za njim, ki je nadaljeval tole revolucijo v klasičnem baletu, kar je dejansko Nurejev uspeval. In sem bil obseden z Mihajlom Baryšnikovom. In sem želel postati Baryšnikov in drugega ni bilo za mene. Za vsako ceno sem želel priti nekako blizu do njega. Maribor na nek način je to preprečil in je bilo dokaj kruto, ne? Zelo hitro sem se zavedal, se pravi, po prvem večjem baletu, ki sem ga odplesal, v Mariboru pa v Zagrebu, kasneje v Don Quixotu, sem se zavedal, da ne bom nikoli Baryšnikov. In istočasno se je razvil ta odnos z Tomažem in to gledališče tukaj, ki sem jo spoznaval in hvala Bogu, ne, mislim, to je bilo kot ena srečna zvezda, da so se stvari, ampak še enkrat ne čez noč, sledila so leta, desetletja iskanja, ne, dokler sem sploh dojel, kaj želim delati. Ne. In seveda iz te perspektive po 30 letih, ne, da delam v Bolšoj teatru in v drugih velikih gledaliških po svetu, ne kot plesalec, kot koreograf, kar seveda to ni to lažba, ampak da mi ni to nikoli uspelo kot plesalca in sem iskal drugačnega plesalca v sebi. Ne. In potem v lastnih predstavah, kot veste, Tango in še druge, Radio in Juliet, sem lahko izrazil tisto, kar sem lahko najboljše za svojim telesom. Ampak da, ta skupna točka, poleg tega, se pravi, ta Zahod, ne, in ta Zahod je zdaj in Zahod in Vzhod in dejansko v svet in kako se je svet spremenil v teh 30 letih in kako pomemben je ta Maribor in ta točka in ta oaza, bi rekel, ene pristnosti, ene domače in družinske skoraj da atmosfere, ne govorim
samo o teatru, ampak nasploh, kako mi je to pomembno. Ja, meni se zdi, Edvard, ko vas poslušam, vi sami, a ne ste si želeli, to je bila začetna točka, iti v svet, ste pa zato ansambl popeljali v svet. Ne? Celo skupino, ne samo samega sebe, ampak pravzaprav cel ansambl in to se mi zdi kar ena velika reč. Je pa mogoče to, kar sem zdaj poslušala, če se vrneva na film Beli vran, ne? Vendarle, seveda, v filmu gledamo pač to padec pobega iz Rusije, iz Sovjetske zveze, pač ta v bistvu hladno vojno, vse te stvari, kako si je on tega želel in tudi nekako je spontano do tega prišlo, da je on v tistem momentu zbral to moč. Poznam takšen zgodb. Ja, ampak druga pomembna stvar je pa, se pravi, sama umetnost, sam balet. Kaj je tisto, kar človeka žene? In to je nekaj neverjetnega. Tudi zase ste povedali, da že pri 10 letih ste vedeli, da je to pot, po kateri hočete iti tudi zato, da pridete do svobode. Ampak vendarle je to izraz, umetniški izraz. In me zanima, kako ste vi to recimo ob filmu doživeli, ta odnos do izražanja skozi umetnost oziroma skozi balet. Da, tukaj se moramo zavedati, da povsem objektivno nisem mogel film gledati. Ne? Subjektivno zaradi pač samega poklica in tudi občudovanja Nurejeva in potem, skratka, nisem analitično, ne glih tehnično, ampak sem imel, tu pa tam sem bil malo zbegan z filmom nasploh. Malce sem bil presenečen tako sem je rekel, da je Fiennes želel, oziroma in tudi poudaril ta ognjevit karakter in ta uporništvo in mislim, nekako ne vem, ne morem si predstavljati, če je Nurejev bil samo to, ampak jaz mislim, da tudi v odnosu do lastne vloge Puškina, ki je veljal za najboljši pedagog, baletni pedagog vseh časov in je bil tudi pedagog Bagrišnikova kratek čas kasneje in Solovjova, ko smo bili v filmu, da je postal ta kontrast je bil tako velik, da je Puškin na koncu izpadel tudi kot, kako bi rekel, kot da je uklonil in sistemu in skoraj da naivno, malo tak, ne morem si predstavljati, da je bil kar takšen, ampak ta želja in ta moč umetnosti nasploh, pa tudi navdih, ki ga je Nurejev v likovno umetnost in v glasbi in dejansko, ko so ga pokazali kot tako večstranskega človeka, ki dejansko se rodil na vlaku, tako je bilo skoraj da malo pravlično povedano. Ker jaz mislim, da je Nurejev bil zelo pragmatičen in je en tip, ki je natančno vedel v vsakem trenutku, kaj si želi. In to je bilo jasno videti tudi v filmu, ampak ne samo želja po pobegu. Tudi kasneje, on je blazno kariero naredil, ne samo kot plesalca, tudi kot umetniški direktor pariške opere, pariškega baleta, ki ga je dejansko restrukturiral, evolucioniral in je delal fantastične predstave, sicer klasične, ampak v enem novem duhu, ki so mejnik v razvoju klasičnega baleta v 20. stoletju. In, tako da je bil večstranski človek in voditelj neverjeten, ne? Ampak me nekaj zanima, Edvard, ko ste omenil Puškina, tudi jaz sem šla pol še za nazaj malo gledati, kako pomemben je bil on kot učitelj, ker sem bila presenečena, kako se je na nek način zlahka videti bilo, kukar zagovarjal, kar se je pač zgodilo, v filmu govorim. Da. Ko ste vi omenil Barišnikova, sem potem seveda to šla preveriti in dejansko bil on res izjemen učitelj. Pa me zanima, tudi v filmu je to srečanje, se pravi, med Nurejevim in Puškinom prikazano, kako pomemben je bil zanj on kot učitelj, da je pravzaprav šel lahko po tej svoji poti. Kako vi vidite to, recimo, s kom prideš v stik, na svoji, recimo, ustvarjalni poti, še kot zelo mlad človek? Zaradi preteklosti je mogoče in te introverte narave. On je iskal tudi neko tolažbo, iskal očeta v končni fazi. Si predstavljam, da je nekoga, ki mu lahko dejansko zaupa in da mu preda
dobesedno dušo. Ne? In on je to našel v Puškinu, ampak se ga je tudi odrekel na nek način. Ne? Tudi ta odnos, niti nisem vedel, ne? Za njegovo ženo, kar za film mislim, da je dober doprinos. Ja. In je bolj zanimiv. In zdaj sem malo zašel, ker sem pozabil, da je težko se odpiral, težko je zaupal, ne, tudi tej Claire Song, ne, in da ne govorimo tudi o težavah, ne, ki jih je imel kot gej, ne, kot homoseksualec. Kakšno breme je to moralo biti, ker je očitno nagon in te znake je kazal že v Sovjetski zvezi, tako da je po drugi strani je moral biti v velikih osebnih težavah, ne. Gotovo. Edvard, jaz zdaj razmišljam tako. Prej sem videla en delček vašega presenečenja, pa trenutek, ne vem, ali bi mi najprej pogledali presenečenje, ali bi povabila naše goste, gledalce, k besedi. Kaj je zdaj bolj modro? Kaj mislite vi? Samo presenečenje, ker mora iti na vajo. Ne? Točno sem jaz dela to. Eden od najlepših plesalcev, ki je bil dvojnik, tudi za Olega, tudi za Polunina, tudi za koga še, je član našega ansambla, ki je slabe pol leta in je čudovit plesalec, Davide Buffone, please. Mogoče se ga spomniti. Najlepši kader, se vidite, kak je lep pant, je prihod v Pariz, ne, ko pridejo iz avtobusa in je skozi ob Nurejevu. Ne, čisto sem ga prepoznala zdaj za gledati. In tudi na treningih in to. In malo prej sem ga vprašal, Davide, ker nismo se pogovarjali, niti nisem vedel, je tako skromen, da mi ni povedal do zdaj. Ne. Rekel, da je bilo tako naporno, ne, da ob 7 zjutraj 00 so štartali snemanjem, ne segreti, in skakali in ponavljali. In on je moral pač dable, ne, za več pač protagonistov, jih je moral pokriti in bi rekel, da je bilo zelo, zelo zanimivo izkušnje. To je prav neverjetno, to je pa prav neverjetno, da lahko zagledamo zdaj tega človeka. Okay. Kaj bo zdaj? Ralph Fiennes je tudi... Ne. Zdaj sem mislila, da bo Polunin prišel, da bo še Polunin. Grazie. Presenečenje mora iti delati. Ja, vidim, ampak to pa je neverjetno. Vidite, dragi gledalci, mogoče je zdaj trenutek, da vas povabim k besedi, ker tale čas nam teče neizmerno hitro. Karkoli bi želeli povedati, ali vtis, utrinek ob filmu, karkoli, ali vprašati kaj Edvarda. Skratka, zdaj je beseda vaša, tako kot je prej rekla Anja, najbolje je, da pomahate v ekran, pa potem vam bojo dali besedo. Pa če imate mikrofonček neizključen, ga priključite. Aha. No, jaz drugače med tem, kar koražno pomahajte, Ani, da vam bo dala besedo. Smo pa kar nekaj vprašanj dobili, čisto malo, ampak nekaj odzivov. V bistvu smo vsi nekako vznemirjeni, da se po tolikem času vidimo, žal samo preko spleta, upajmo, da bo že kmalu tole minilo in da bomo lahko uživali, ampak bolje je pa tako, da se vsaj nekako navežemo in povežemo ob dobrih filmih. No, in eno vprašanje je prišlo, Edvard, zate. In sicer v filmu je prikazano, kako je bil Rudolf Nurejev na nek način zelo rad je bral, to malo igra na moje področje, ves čas je s knjigo v roki. Hkrati ga pa vse zvrsti umetnosti še zanimajo, še posebej likovna umetnost. In tudi seveda, ko pride v Pariz, se mu odpre vse, od Louvra do, recimo tudi prizor, to zdaj jaz dodajam, v Sveti kapeli, tista svetloba je res taka, vsaka vstopi vanjo, imaš občutek, da je pa to tako nekaj čarobnega, da te res presune. No, in gospa Aljana vas sprašuje, kakšen je vpliv likovne, kiparske umetnosti na baletno umetnost. Če je to tako nekako značilno, kako vi to vidite? Bolj kot vidim, to čutim.
Ne, in vsa umetnost nekje se združi. Ne, ker namen je enak komuniciranja in komuniciranja z gledalcem, z poslušalcem in v njega prebuditi eno drugačno stanje, ki se prelevi v čustev, emocijo in odziv. In tukaj smo zelo povezani. In tudi sam kot avtor, ne, mislim, na ples kot takšen, gledam kot sredstev, ne, kot sredstev, za katero pač jaz razpolagam, namesto črk, besed, čopič, ampak ples je zelo slikovit, ne, je zelo, mogoče v vizualnem smislu, zelo povezan z to naravo komunikacije. In tako, sam tukaj ne vidim meje. In tudi, ko seveda tudi sam se pripravim za kakšno novo predstavo, še posebej, če gre za nek literarni predlog, denimo, trenutno intenzivno pripravljam dalje, ko se bom vrnil v Moskvo za nadaljevanje projekta Mojster in Margareta. Tukaj je toliko asociacij, toliko, ki niso nujno povezane z samo knjigo. Tako da ta svet in ta izvor je neomejen. So pa tiste naše odločitve, ki v določenem trenutku zberejo potrebno informacijo za določen proces. Tako da umetnost kot takšna, ne vem, jo doživljam kot, ko sem prej rekel, če je Zahod bil pojem svobode za mene kot deček, je mogoče umetnost ta pojem, ki predstavlja neke vrste svobode zame v tem trenutku. To se mi zdi, Edvard, to bom potem še enkrat se navezala na to. Namreč tudi, kolikor je dialoga recimo med Puškinom in Nurejevem v filmu, kolikor ga vidimo, se dotika tega, točno tega, o čemer ste vi govorili, kaj sploh je, kaj je sploh smoter recimo plesa. Ampak predno mi na to odgovorite, bi dala besedo, oglasil se je gospod Ivo, ker bo Ivo nekaj povedal, vprašal, ne vem. Gospod Ivo, kar beseda je vaša. Ja, hvala lepa. Nisem mogel, da se ne oglasim, po tolikem času. In sicer prijetno presenečen, da je bil ta film, ki je včeraj mogoče pustil malo za mene, ki nisem tako, kako bi rekel, baletno usmerjen, neko malo praznino. Zdel se mi je ena mešanica med dokumentarcem in biografijo in tako naprej in igranim filmom. Pogrešal sem mogoče malo več baletnih vložkov, ampak tako, kot je bilo že zdaj ugotovljeno in kot je gospod Pluk rekel, je res lepo pokazal to željo po umetnosti, po svobodi in ta zadnji stavek, ki ste ga rekel, da je umetnost isto polje svobode, se mi zdi v bistvu tako kot ena udarna tisti slogan, ki bi ga lahko uporabljali, zakaj se pravzaprav družimo tudi tukaj filmoljubci in tako naprej, ker je to tisto polje svobode, ki združuje vse nas, kako bi rekel, svobodomiselne ljudi. Ampak še nekaj, hvala kolektivu, ki ste omogočili v teh časih na ta sodoben način takšno srečanje in pa predvsem gospodu Klugu, ki je svojim pričevanjem zdajle in z vsem tem presenečenjem dodal nekaj takega, kar je malo kdaj doživeto. Tako da hvala lepa. Sicer pa k filmu nimam pripomb, je narejen čudovito, umetniško neoporečno in brez kiksov, ampak menim pa, da je vseeno bil malo prazen. No, saj jaz bi mogoče pričakoval malo več tega plesnega dela, pa mogoče malo več. Imam pa samo eno vprašanje, čist iz področja baleta. Tam, ko so vadili, ko je bil še v šoli, je bil en kader, ko je kazal njegove uničene prste, krvave in tako naprej. Na te mogoče, če gospod Kluk lahko odgovori, kako je to, ko pretrenirajo, ko želijo več, kot zmorejo, kaj se dogaja in kako potem vse te stvari sanirati. Hvala lepa še enkrat vsem skupaj. Hvala vam, gospod Ivo. Edvard, kar... Hvala Ivo.
med gledanjem filmom sem dejal ženi, sem rekel, glej, takšne težave jaz pa nisem imel, ne. Moški baletni plesalci redko pridejo do takšnih poškodb, kar v Nurejevem primeru mislim, da je izjema. On ni imel, kar tudi se Aleš, da bi lahko trdil, idealne naravne predispozicije, ne, za baletnega plesalca, tako kot je imel njegov kolega Denimo Barišnikov bistveno boljše fizične sposobnosti. Tako da te nepravilnosti, tako kot tudi v filmu, ne, je bilo povedano, ne, da ni bil glih izpiljen, je on moral dodatno garati, ne. Dan danes plesalci so v bistvu tudi zbrani, ali pa ne vem, estetika se je malo spremenila, ne rečem, da morajo manj garati, daleč od tega, ampak je on bil zver sam do sebe, ne, in verjamem, da je prišlo tudi do takih poškodb v mladosti, kajti, ko smo gledali ta dokumentarec takoj po njegovi smrti, ne, zgodnji smrti, in smo gledali, kako je do konca, do zadnjega dne še treniral na njegovem otoku v Mediteranu, v Italiji, ne vem, bili so Korsike, tam pa kaže njegova stara ali pa starejša stopala in to ni za prepoznati. Mislim, da je to res je bil uničen. Ni pa to pravilo, seveda. Je pa pri ženskah, ne, ker so na špicih, ne, in to je sploh nenaravna stoja in mislim, tukaj pa pride do poškodb in to se mora utrditi in kaliti čez čas in pride do deformacij in je to pa, ja, nažalost tale nelepi del tega poklica, ki je skrit v teh bleščečih baletnih copatih. Mogoče, Edvard, seveda v tem filmu ni toliko prikazano, potem je samo ta prehod, ne, in začetek njegovega neizmernega uspeha. Je pa res, da je začel zelo pozno, on. Ja. Ampak dejansko začel. Meni se zdi v filmu seveda mogoče, da se dotakneva še malček igralca, se pravi Ivenka, Olega Ivenka, kako je to odigral, a ne? To je ena stvar, in druga stvar, pojavi se za hip še Sergej Polunin, a ne, ki je neizmerna svetovna zvezda, recimo, a ne, v telefonskem pogovoru. In ene druge vrste upornika, ne? Tako, ampak tudi z eno tako močno izkušnjo od tega, odkoder se je prešel na zahod, ne, seveda. Dobro, jaz mislim, da Nurejev si ne bi nikoli dal tetovirati Hruščova na prsih, ne? To, kar je denimo Polunin delal, ne, par let nazaj, da si je Putina dal tetovirati kot Ukrajinec, ne? Ja, vem. Tako da to so druge vrste upornikov. Ne vem, mogoče, če bi hodil malo bolj pogosto po galerijah, pa malo več knjig prebral, ne bi prišel do takšnih izbruhov. Ja. Nočem biti sarkastičen, ampak razumem. To je tudi malo odraz današnjega časa, ne? Ja, to je pač drugačen čas. Kako smo tesno povezani, ne, za to digitalizacijo v eno neskončno praznino. Ampak zdaj ste se pa dotaknili današnjega časa. Me zanima, namreč tudi Nurejev sam, a ne, se je potem na nek način tudi z legendarno Marto Graham povezal, a ne, in se je na nek način od klasičnega baleta, tudi koreograf je bil potem pa vodja ansambla, podobno kot vi, a ne, mislim drugače, ampak je šel tudi, a ne, bolj v stik s sodobnim plesom. Ampak to je bilo in za njega, in za Barišnikova, to so bili, bi rekel, bolj mogoče ne bilo pravično reči, izleti, ampak so bili privilegirani, vsi so hoteli delati z njimi, vsi, mislim, ampak nikoli niso v tem nadaljevali, ne, tako da poskusno, bi rekel, so se dotaknili malce sodobnejših kreacij, ki so bile v večina primerov izjemoma za njih ustvarjanje, se pravi prilagojene, tako da so bili odprti v tem smislu, ampak zvest je ostal do konca klasičnemu baletu. In tukaj je on naredil največ. Dejansko klasični balet je posodobil.
Tako kot je povedano tudi v filmu. Ne. Do takrat, če do pred kratkim, moški je bil bolj kot partner. Ne, Kako pa gledate na to, recimo to iz filma ven je bil en trenutek, kjer je on rekel, da je prevzel pač te ženske gibe. Kaj pa je s tem? Točno to, ampak ne feminizirane gibe. Dejansko ženske vaje oziroma bolj zahtevne. Ne, in do takrat moški niso izvajali toliko zahtevnih skokov. No, ampak recimo vi kot mlad plesalec je bilo pa to že drugačne vrste klase. Seveda, Stenda Barušnikov je to še nadgradil in kaj je delal, je že mejilo na akrobaciji. Ne? In to danes je šlo v nedogled. Ne? In veliko krat se je govorilo tudi kje je tukaj meja in pretiravanja, da ne gre čez, ne? Kje je umetnost in kje je potem gimnastika ali pa cirkus ali pa skratka. Zdaj mogoče, Edvard, glede na to, da nam ta čas tako hitro teče, malček sem pokukala na uro, bi še enkrat vas, dragi gledalci, povabila k temu, da izrazite kakšno misel, vprašate kaj Edvarda, če bi kdo želel, naj kar dvigne roko, tako da, da ne bi, če smo že skupaj, ne, da izkoristimo to priliko. Bi se še kdo oglasil? Ker nam reče, jaz imam še 15 minut vajo, ampak... Zato. Ne, z veseljem sem z vami in z vašimi gledalci, ker to, kar ste povedali. Mene nekaj zanima, ne? Omenili ste tudi danes, pa tudi v najnem telefonskem pogovoru, da za vas je bil Barišnikov ene vrste zgled ali pa neka smer, nek zapik, nek svetilnik. Me zanima, če ste se vidva kdaj srečala? Ne. A to pa ne? Ne. Ni prišlo do tega? Ne, ne. Se mislim mogoče tako. No, zanima me pa zdaj tako, počasi, ko prihajamo pred koncem, omenili ste, Mojstra in Margareto, da se bo nadaljevalo delo in tudi omenili ste, da imate čez slabih 10 minut vajo. Me zanima, kaj zdaj ustvarjate torej, da nam mečkam pa vendarle, da lahko pokukamo. Seveda, z veseljem. Ne? O Mojstru smo se še pogovarjali, oziroma je bilo povedano, ker premiera bi morala biti lani, konec maja, in je predstavljena zdaj za 1. december letos. Tako da gre za seveda velikanski izziv delati Mojster in Margareta doma, v Moskvi, v gledališču, kjer je bil za kratek čas Bulgakov tudi dramaturg, ampak nobeno njegovo delo se ni izvajalo v času njegovega življenja v Bolšoj teatru. Tako da iz tega vidika seveda izziv ne more biti bolj velik. Po drugi strani pa se počutim svoboden, zaradi tega, ker njim, ki živijo, to je Biblija njihove literature in tudi nasploh, ne rabim razlagati zgodbo. In tukaj imam seveda veliko svobodo in to, kar sem povedal, to mi daje tudi moč in neko samozavest, ki je potrebna. Doma pa spet se soočim z eno ikono slovenske literature in sicer Povodni mož. In to je projekt, ki ga pripravljamo, ne vem, mogoče že lahko tako malce povem, bo neke vrste unikat, ker se bo dogajalo na Bledu, na plavajočem odru, ob otoku. In to je mogoče prva javna informacija zdaj, ampak smo tako v družinskem krogu in ni nič narobe, če se pogovarjamo o tem. In gre za bi rekel, Povodni mož kot izhodišče, ne nujno narativna predstava v tem smislu, ampak en moment, ki pokaže neko bistvo, vsaj tako kot jaz dojamem, in značilnosti v umetniškem smislu in tudi arhaičnem, folklornem, v stiliziranem smislu našega naroda. Avtor glasbe je Milko Lazar, moj dolgoletni sopotnik in se neizmerno veselim tega projekta. Tako da smo začeli z raziskovanjem in kar konkretno zdaj v ponedeljek in izkoristimo ta čas, z eno majhno zasedbo študiramo, to moram poudariti v javnosti,
zaradi ukrepov, da delamo v miru in se imamo zelo fajn, ker ja, predstava bo zagledala luč zunaj na odprtem v prvem tednu julija na Bledu. No, Edvard, to je pa en tak zelo lep zaključek, ker lahko si vsi samo želimo. Danes ste večkrat omenili svobodo, pač tudi zaradi režima, a ne vzhodnih držav. Zdaj vsi skupaj živimo v enem... Pojem svobode. Ja, tako. Ker zares ne vem, kaj je svoboda. No, ampak vsi skupaj živimo v svetu, ki se počutimo na en način precej omejene, vsi skupaj, cel svet, in hkrati se v tem trenutku toliko bolj zavedamo pomena odprtosti, tudi pomena umetnosti nasploh, vseh umetnosti, in ta želja, ne, po tej odprtosti, da bi bili lahko tudi uživo, tako kot ste rekli, recimo kar takoj sem zagledala Bled in Povodnega moža in jezero in da bomo končno lahko spet sedeli drug ob drugem, tako da se mi zdi, da za ta čas, ko se nam ne odprejo vrata na široko. Zanimivo mi je še nekaj, zdaj gledala sem pred kratkim dokumentarcu Milošu Formanu, ki je tudi ves čas govoril o tej svobodi in da seveda svoboda je, da lahko se izražaš skozi katerokoli obliko, bodi si vsakdanjega pogovora, bodi si umetnosti. Samo da je umetnost tukaj bolj odprta. In jaz bi zdaj takole ob koncu... In se opravičujem, če lahko nadaljujem samo, tukaj, ker smo se toliko pogovarjali o tem, sem hvaležen, da se dogajajo stvari, ki se dogajajo okrog nas. Ja. In pri nas, in okrog nas. Da se človek malo, da si zamisli, kako krhko je to, kar smo imeli zdaj leta in leta za samoumevno, ta svoboda govora in kako dragoceno je bilo to pridobljeno, leta 91 in ves ta čas. In mogoče ta opomnik vse splošni, in za epidemijo, in za temi kriznimi situacijami po celem svetu, mogoče je potrebno. Ja, in upam, če se bomo iz tega seveda izvlekli boljši. Da se bo to ustavilo in da ne bomo šli v tisto temno smer. Tega si želimo vsi. Jaz se vam, Edvard, res neizmerno zahvaljujem. Tako dragoceno vas je bilo zdaj poslušati. Zahvaljujem se tudi vsem našim gledalcem in poslušalcem in upam, da se kmalu spet srečamo. Edvard, mislim, da nas bo od telih naših danes sodelujočih kar nekaj šlo pogledati tole na Bled. Upajmo, da se to že prej mogoče malo vse skupaj odpre. Evo, zdaj ste me dodatno stimulirali in sem pripričan, da bomo imeli dobro vajo. Hvala. Srečno vsem. Veliko veselje mi je bilo in vse dobro želim, da se vidimo čim prej zares. Tako, hvala lepa. Nasvidenje. Hvala. Srečno.